Ste novo izvoljeni predsednik Združenja članov nadzornih svetov. Kako so potekale volitve? Ste pričakovali izvolitev? Jaz mislim, da v tovrstnih združenjih je v bistvu nek splošen konsens, ki se doseže pred samim glasovanjem, način delovanja združenja samega, ki je neprofitno združenje in ni nič neobičajnega, če ni konkurenčnega nastopa. Tako da jaz mislim, da potem, ko se je kandidatura samo uskladila z veliko ljudmi in prediskutiralo članstvo v vseh organih, je potem celotna sestava dokaj gladko šla skozi glasovanje na sami skupščini. Zanima nas, kako ocenjujete vlogo nadzornih svetov v številnih primerih menedžerskih prevzemov v podjetjih? Nadzorni svet naj vedno ščiti interese družbe kot take in z lastniškimi spremembami konkretnimi, ne glede na to, morda opravljajo sami menedžerji, nimajo velike vloge. Nadzorni svet lahko skvečemo opredeljuje se do primerov, ko morebitni prevzem lahko škodi družbi sami. Medtem ko se po mojem nima opredeljevati do različnih možnih lastniških sestav kapitala v družbi. No, ampak ali so mali delničarji enakopravno obravnavani? Mali delničar uresničuje svoje pravice na skupščinah družb in zdaj usklajevati interese različnih deležnikov v družbi je naloga vseh organov, od skupščine do nadzornega sveta in uprave. Zdaj, pri posameznem primeru bi se dalo presojati, kakšna je pravna varnost malih delničarjev. Meni se zdi, da nasploh mora obveljati tako imenovana vladavina prava, ki je ključna za to, da gospodarski sistem deluje. In če nadzorni svet tudi kot eden izmed organov ne pomisli na to, da je lahko interes manjšinskih delničarjev drugačen od pa drugih deležnikov in tega ne jemlje v presoje, to po mojem mnenju napaka. Je pa res, da veste, interesov deležnikov v posamezni družbi je zelo veliko, ker je družba, gospodarska družba kot podjem zelo zapletena stvar, od dobaviteljev, zaposlenih upnikov, bančnih upnikov, lastnikov kapitala. In ko sprašujete, kako kdo ščiti interes posamezne deležniške skupine, se je potrebno vprašati, kako se ščiti interes katerega koli deležnika. In v celostni presoji tega, ki je zelo kompleksna, je potem pomembno, da se najde odgovor na vaše vprašanje. A bi mogoče lahko kar konkretno, zanima me, če lahko komentirate vlogo gospoda Marjana Peršaka kot podpredsednika NS Slip Radomlje, ki je hkrati predavatelj in član izpitne komisije za dodelitev certifikatov za člane nadzornih svetov. V primeru menedžerskega prevzema Lip Radomlje pa je prišlo do popolne, recimo, blokade nadzornega sveta. Jaz konkretne primere težko komentiram, kolikor jaz razumem, je to stvar presoje določenih organov, samega združenja članov nadzornih svetov, ki bo pač delovanje posameznega člana presojalo v skladu z častnim kodeksom. Je pa dejstvo, da je tukaj spet razvidno, da imajo različni deležniki različne interese. Tudi različni člani nadzornega sveta Lipa Radomlje imajo različne interese. Tudi tiste, ki konkretno dajo. In se mi zdi, da je pri presoji konkretnega delovanja posameznih organov in članov posameznih organov potrebno pogledati predvsem, kaj je v interesu družbe. Ne more biti manjšinskih delničarjev samo le tega, ali pa zaposlenih, ali pa upnikov, ali pa večinskega lastnika. Družba kot taka je ključna pri presoji vseh organov. In zdaj se mi malce nezdravo, da pobude prihajajo iz ene interesne skupine proti drugi interesni skupini in se to tepe na hrbtu dobrega upravljanja podjetja. Mogoče še napoved vaše vizije delovanja v prihodnje. Se to je v bistvu po eni strani že bila napoved, Jaz mislim, da je potrebno biti načelen in upoštevati vse dobre prakse in pa avtonomne pravne vire, ki jih je v dobršni meri združenje v preteklosti že pripravilo, in ta doslednost se bo kazala v delovanju združenja članov nadzornih svetov.